posebnost reiki energije je ta, da ne rabiš k njej zahajati samo takrat, kadar jo potrebuješ, ampak da reiki energija v tebi gradi, torej gradi neko stalno močnejšo energijo, do katere mogoče si prej čutil, da nisi imel dostopa, ne. To pomeni, reiki je poseben zaradi tega, ker je tako, predstavljaj si, da si ti prazen bazen, a ne, nimaš nič za ponuditi in nihče ne more plavati v tebi in tako dalje, a ne. Mogoče malo hecna primerjava, pa vendarle najverjetneje ustrezna, ampak reiki v bistvu tebe začne polniti z vodo, a ne. Torej začne te polniti energijsko. To je posebnost reikija, da ne glede na to, zakaj ga uporabljaš, tudi če ga uporabljaš lahko za recimo dve ločeni stvari. Recimo lahko ti uporabljaš reiki, za zdravilnost, če ti kaj fali in tako dalje, ampak lahko pa uporabljaš reiki tudi recimo za denar. Zdaj pač, če tebi na telesu fali ali pa denar, rečemo, da to mogoče ni čisto ista stvar, ampak ne glede na to, a ti delaš denarni reiki, a delaš zdravilni reiki, torej recimo, če primerjamo ta dva, ne, v vsakem primeru te v tem primeru reiki polni. Samo da te mogoče malo bolj s poudarkom na zdravilni energiji, ampak če imaš ti močno telesno energijo, znaš manifestirati denar. Če pa se recimo odločiš, da boš recimo delal na denarnem reikiju, te pa tisto pila z občutki navdiha, obilja, da je vse mogoče, ful imaš veliko motivacije, verjameš v svoje sanje, verjameš v svoje želje in to te res, res motivira, absolutno, a ne. Ampak recimo v vsakem primeru, ko ti recimo primer denarnega reikija, sebe polniš z neko pozitivno energijo. In reiki je fenomen zaradi tega, ker je to njegova naloga, polnjenje. Ne glede na to, kakšno tematiko zbereš, seveda, ko se tebi ta notranji bazen napolni, potem seveda ti lahko plavaš v tej energiji. Potem, če zberemo denarni reiki, znaš manifestirati denar, ker imaš dovolj energije, ki pa mora biti visoka. Tvoja energija mora biti visoka, da manifestiraš denar, če ne gre. A veš? A ne? In absolutno mora biti visoka ali pa zelo močna. No, pač v vsakem primeru, dobro, mi se pogovarjamo o svetlobnih energijah, ampak potrebuje neke intenzivne, močne, visoke energije, a ne. In zdaj, če ti imaš visoko, močno energijo, ona se bo prelila iz področja denarja tudi drugam. A veš, to je zato, ker so področja življenja med sabo povezana. Ljudje, ki niso srečni v odnosih, so ponavadi mogoče pri svojih čustvih, dostikrat čutijo, da tudi niso srečni, potem jim to vpliva na kariero, potem jim kariera vpliva na zato ker imajo skrbi glede tega, kaj se bo zgodilo. Vsa področja življenja nekako na koncu bojo povezana, ne. In zato je tudi reiki čudovit, ker tudi če rečeš, trenutno me v življenju najbolj zanima, kako naj manifestiram denar, kako naj manifestiram obilje, kako naj manifestiram dobre stvari, pa rečeš, samo temu se bom posvetila, recimo s tečajem denarni reiki, a ne, boš videla rezultate tudi nekje drugje. In to je lepota tega. Ljudje rečejo, veš kaj, ne vem, Kristi, jaz sem šla pa k tebi na denarni reiki, zato ker sem hotela pač imeti svoje podjetje, sem hotela v bistvu nekaj iti na svoje in tako dalje, vse lepo in prav, ampak potem vmes sem pa spoznala še enega fanta, a ne, pa ful se boljš počutim, pa ful sem bolj samozavestna. Ja, zato ker je to tudi obilje, a ne. In zaradi tega je reiki, torej ne bo vseh ljudi zanimal mogoče reiki, čisto vsaka vrsta reikija, bi rekla. Ampak je pa res, da reiki zagotovo ima kakšno vrsto, ki te zanima. In tista vrsta reikija, ki te zanima, je zelo dobro, da raziščeš, da dovedeš v tvoje življenje, ker ti bo definitivno zagotovil tematiko, ki ti iščeš, ker ti bo zanimiva, ker boš potem ti to implementirala, ampak po drugi strani ti bo naredil splošno polnjenje, ki se bo seveda prenesel v tvojo samozavest in povsod drugam, kamor mogoče sploh nisi prosila oziroma ni bila namera tam postavljena. In to je posebnost reikija, jaz ga imam zato rada. Zaradi tega, ker gre tako široko in
in je tako izjemna podpora. In 5.7. prihaja denarni reiki, res je izjemen, ko če te lahko povabim na to, ker je poletje izjemen čas manifestiranja, obilja in sanj, tudi življenjskim poslanstvom se noter ukvarjamo, kako očistiti energijo naših prednikov, ki so glede denarja verjeli neke stvari, ki jih mi mogoče, sam bom tako rekla, si ne želimo, kako delati z gotovino, zato da ima visoko vibracijo, ki ta zna včasih pas, kaj imajo s tem, ne vem, plačilne kartice, kako upravljamo življenjsko poslanstvo, kako točno določena področja obilja podpiramo in dvigujemo. To je vse denarni reiki. 5.7. prihaja zelo dolgo, potem ne bo, mislim, da najmanj 2 leti ga potem ne bo in se ga splača videti, doživeti. Hiter je, ob večerih je, simpatičen je, posebni novi simboli so prisotni. In če si želiš obilje privabiti svoje življenje, potem je potovanje duše.si neka prava povezava, da jo naklikaš in se nam pridružiš.